Zadnji junijski ponedeljek opoldan je v okviru prireditev Konjiški dnevi 2015 potekal ogled družinskega podjetja Fijavž Uroš Transport d.o.o. Uroš Fijavž se je z družino v Slovenske Konjice preselil pred 11 leti. Prevozništvo je v njihovi družini gospodarska dejavnost že 3 generacije, pridružil se je očetovemu podjetju, ki je takrat štelo 4 tovorna vozila. Od leta 2002 pa nadaljuje samostojno podjetniško pot. Celotna družina deluje kot družinska podjetja in se skupaj uveljavljajo na trgu doma in v tujini. Zaradi dovolj obsežnih poslov so lahko širili vozni park, kupovali nepremičnine v občini, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti, parkirne prostore in upravno stavbo na območju bivšega Lipa in prostor za skladišče na območju nekdanje betonarne Ingred. Družinska podjetja Fijavž Uroš Transport d.o.o., Avtoprevoz Fijavž Emilijan d.o.o., Fijavž Storitve d.o.o. se ukvarjajo z mednarodnim prevozom tovora na relacijah Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, držav Beneluxa in Velike Britanije in z dejavnostmi skladiščenja, organizacije, transporta in podobnih dejavnosti. Podjetniki, dobrodošli na sedežu podjetja Fijavž Uroš Transport in sedežu ostalih naših podjetij, ki delujejo v naših skupini. Podjetje Fijavž Uroš Transport d.o.o. spada v skupino naših družinskih podjetij, ki skupaj tvorijo celoto v naši ponudbi. In sicer Fijavž Uroš Transport d.o.o., Liptovska ulica 34G, Slovenske Konjice. Na tem podjetju imamo 50 zaposlenih, v letu 2014 pa smo ustvarili 6 milijonov 696 tisoč evrov prometa. Drugo podjetje, Avtoprevoz Emilijan Fijavž d.o.o., Bukovlje 15, Stranice. Na tem podjetju je 40 zaposlenih, promet leta 2014 pa je znašal 5 milijonov 129 tisoč. Fijavž Storitve d.o.o. je, kjer sem polovični lastnik je oče, podjetje se ukvarja z logistiko, servisno dejavnostjo in pa podporo ostalim podjetjem. Na tem podjetju je 24 zaposlenih, promet leta 2014 pa 526 tisoč evrov. Četrto podjetje je LTSI d.o.o., Liptovska ulica 38A, ki ima enega zaposlenega, v letu 2014 pa je opravilo 95 tisoč evrov prometa. Podjetje LTSI d.o.o. je v preteklosti vodila moja sestra, sedaj pa ima samostojno odvetniško pisarno v prostorih trgovine Oplast v Tepanja. Zaposleni skupaj zaposlujemo 115 ljudi, od tega 86 voznikov, 10 v logistiki, 6 v administraciji, 7 servis in vzdrževanje, 2 v izobraževanju. Zakaj izobraževanje? Ker dajemo velik pomen, da se naši vozniki znajo pravilno obnašati pri stranki, da znajo upoštevati prometne predpise, pravilno natovarjati tovor, zato 2 v izobraževanju in pa 4 vodstvo. Skupni promet skupine v letu 2014 je bil 12 milijonov 447 tisoč evrov. Naše lokacije. Ena izmed naših lokacij je tale uprava, kjer se sedaj nahajamo, to je Šolska ulica 14A. Druga lokacija na območju bivšega Lipa je delavnica in parkirni prostor. Tretja lokacija, parkirišče za OMV črpalko. Četrta lokacija pa je prostor, kjer nameravamo graditi manjše logistično skladišče na Delavski ulici 2. Predstavil bi vam razvoj našega podjetja. Začetki našega podjetja segajo v leto 1978, ko je oče začel svojo podjetniško pot s svojim prvim kamionom. Ukvarjal se je s prevozi po republikah bivše države. 1991. leta je svoje poslovanje preusmeril na trg evropskih držav, s pridnostjo je podjetje širilo. Leta 2000 so se začeli moji podjetniški začetki. Oče mi je omogočil možnost nakupa svojega prvega tovornega vozila v okviru njegovega podjetja. 2001. leta sem se po šolanju in vojaščini družinskemu delu pridružil svojim podjetjem Fijavž Uroš Transport d.o.o. Naš vozni park takrat je štel 8 tovornih vozil. Zaposlene smo imeli le voznike, pisarniška dela, vzdrževanje vozil,
in ostale zadeve pa smo opravljali domači v družinski hiši v Bukovlje na Stranicah. Podjetji od takrat sicer greta sporedno pot, ampak z enakim ciljem in skupaj sodelujemo. 2001. leta se nam je tudi ponudila možnost nakupa zemljišča na območju nekdanjega Lipa, kjer smo si uredili priročno delavnico za popravilo vozil in parkirišče. Malo smo se tudi s pisarnami preselili v najemniške prostore, takrat podjetja Švab. 2004. leto je bilo za naše podjetje kar prelomnica. S vstopom Slovenije v Evropsko unijo se nam je odprl velik evropski trg, na katerem nismo bili več omejeni z dovolilnicami, tako smo lažje nadaljevali naš razvoj. 2006. leta smo svoj vozni park modernizirali in povečali na preko 30 kamionov. Uredili smo moderno lastno mehanično delavnico. 2007. smo na območju Lipa za OMV črpalko dokupili dodaten parkirni prostor. Istega leta smo pisarne preselili v obnovljeno lastno poslovno stavbo, kjer se sedaj nahajamo, ki je bila prej bivša uprava Lipa. Do 2009. leta smo vozni park povečali na preko 50 tovornih vozil. Seveda ves ta čas pridobivali nove in pomembne stranke. 2012. leta je naš vozni park štel že 60 tovornih vozil in naš fokus je bil širjenje mreže naših naročnikov. V letu 2013 smo kot logična posledica logističnih in transportnih tokov začeli razmišljati o gradnji logističnega skladišča, za katerega smo kupili zemljišče na Delavski ulici in pričeli z urejanjem dokumentacije. V letu 2014 smo zopet širili vozni park, prišli smo do spoznanja, da vse lokacije, ki jih imamo, so nam premajhne in nekako smo začeli razmišljati o želji, da bi na novo zgradili podjetje na novi večji lokaciji. 2015 naš vozni park šteje 83 tovornih vozil, 95 prikolic, 2 kombija. Zaposlenih nas je 115. Mreža naših strank šteje preko 300 zanesljivih partnerjev. Zaradi nenehnega razvoja logistike ima naše podjetje velike načrte za prihodnost. Danes se uvrščamo med največjega prevoznika po številu tovornih vozil v regiji in med 5 največjih prevoznikov v Sloveniji. Predal bi še besedo očetu, bi vam povedal par stavkov. Hvala lepa. Ja, dovolite mi, da vas tudi jaz pozdravim v svojem imenu in v imenu žene Darinke. Izpostavil bi gospoda poslanca Bojana Podkrajška, da sem zadovoljen, da se danes udeležil te predstavitve gospoda župana Mirana Dorinška, njegovo ekipo, vas podjetnike. Zahvalil bi se gospodu županu za način, tako že prej sam povedal, da je kot predlagatelj in občinskemu svetu in seveda komisiji za imenovanja, da se je odločila tako, da je podelila priznanje Urošu, to se pravi mlajšemu podjetniku. Mislim, da je to ena taka spodbuda za naprej, za ostale tudi, za njega, da mu bo to dalo elana še za več idej. Seveda, rad bi tudi obenem čestital Urošu za jutrišnjo priznanje. Urošovi ženi Aleksandri, moji ženi Darinki, sta tudi en del prispevali k temu, bi rekel, enemu uspehu pa eni viziji za naprej. Hvala lepa, da ste se udeležili, pa bi pol še prosil, da tule malo še postojimo, pa še kaj podebatiramo. Hvala. Delovno mesto ima 120 zaposlenih iz ožje in širše okolice in voznike iz tujine. Podjetje je bilo v preteklosti med nominiranci za gazelo Savinjsko-zasavske regije, redno pa se odzivajo tudi na prošnje za donatorstvo okoliških društev za pomoč otrokom.